Zelo lep pozdrav, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, ljubitelice in ljubitelji slovenskega klubskega nogometa, dobrodošli v našo družbo. Pred nami je zadnji 36. krog prve lige Telekom Slovenije za sezono 2017-2018. Zadnja majska nedelja bo prinesla novega ali starega državnega prvaka. Izvedeli bomo ime zadnjega udeleženca evropskih tekmovanj in dobili odgovor na vprašanje, kdo bo izpadel iz prvoligaške konkurence in kdo bo igral v dodatnih kvalifikacijah. Džafić z dolgo podajo na Poplatnika, to bi zdaj lahko bilo nevarno, Poplatnik strelja in brani Radan. Znova Vokić, čaka na njegovo podajo Tijanić, Vokić se je odločil za Pušnika, ki strelja z razdalje in brani Radan. Bouha do strela, kakšna granata, prečka je zdaj rešila. Še en strel, vratnica, Šehić. Še enkrat Šehić podajo in strel mimo gola. Kajti, če Ankaran ne bi dobil licence za naslednjo sezono, še enkrat pa Džafić. Mlakar podaja zdaj proti Elznerju, pa strel mimo gola. Aluminij je znižal prednost in zdaj tudi gol v Velenju. Gol v Velenju, Luka Majcen, 86. minuta. In ali je to gol za obstanek Triglava oziroma za dodatne kvalifikacije? In tekme je konec. Triglav je zmagal v Velenju z 1-0. Čestitke Triglavu za zasluženo zmago, veliko bolj so si želeli, to je bilo vidno. Nekateri moje fantje so bili že na dopustu oziroma z glavami nekje drugje, bolj na mobitelih, kako se odvija tekma v Mariboru, Gorica. Žal, to ni lepo slovo od naših navijačev, žal mi je zaradi njih. Fantom pa vseeno čestitke za celotno sezono z izredno dobrim jesenskim delom in z 29 točkami tam smo si zagotovili to četrto mesto. Če bomo imeli srečo in da se bo prav razpetlo v finalu pokala, pa tukaj ne želim nič slabega Aluminiju, prav tako ne Olimpije, ne športni boj na terenu odloči to, pa če bomo mi imeli srečo, pa bo za nas celo ogromno uspeh, da bomo lahko nastopili v Evropi. Definitivno, Đoko, mi smo s tabo, danes je tudi ta tekma za tebe. Mislim, da nam je tudi on gor pomagal, čeprav sem bil njegov kritik, on pa moj. So se imela rada, definitivno hvala na čestitkah, mislim, da so se fantje zaslužili danes to zelo pomembno zmago, kar nam se ne dajemo v kvalifikacijah, da obdržimo obstanek v prvi ligi. Nismo se predali, vsaka čast fantom, vedeli so, kaj moramo narediti, vse se nam je obrnilo, kljub temu, da je bilo težko gledati na telefon, kako Ankaran vodi. Ni bilo enostavno, vem, da je tudi Bađo imel svoje probleme, tako pa čestitke mojim fantom, čestitke mojemu predsedniku, čestitke navijačem, ti, ki so prišli. Presrečen sem in gremo zdaj v kvalifikacije.